Klemen in Maša Rojec. Pozdravljena. Lep pozdrav nazaj. Dober dan. Dober dan. Klemen, vsi te poznamo, reper, pesnik bi jaz rekla, ne? Poet. Reper? Reper, ampak tudi poet. No, pa rečemo, no. Vsak si pa svojo zeme. Ti zlagaš rime, ti pa zlagaš, kako bi rekli, oblike ali kako, kaj si ti? Jaz sem pa slikarka. In s čem se, kaj delaš v življenju? Več stvari drugač, ampak trenutno se najbolj s slikanjem ukvarjam, ker moram tudi končati zdaj magisterij. V slikah, če te tudi to zanima, se pa ukvarjam z igralnimi kartami trenutno. Igralnimi kartami? Ja. Temi za remi. Jaz slikam v bistvu te karte, zato ker so se enkrat tako pojavile na moji sliki in v bistvu se mi je zdelo zanimivo in sem jih začela delati v bistvu sam igralne karte. No. Trenutno. Vajna skupna točka je to, da je ona skozi svojo umetniško pot poslušala tvojo glasbo. Počaščen. Upam, da ti je kakšno inspiracijo dala. Ja, sigurno. Mislim, da celemu našemu ateljeju, ker smo imeli v bistvu nek CD player takrat v prvem letniku in med drugim smo tudi dosti tvojo glasbo poslušali med večernim aktom, pa tudi nasploh in smo kar zelo se imeli fajn. No. Ti si začel kar nekaj let nazaj, ne? Že v osnovni šoli? Ja, tako, prav nekako, ko sem začel rap delati, ne vem, sem v bistvu še v angleščini, te prvi komad pisal, to je bila osnovna šola, res še, ne, jaz mene je inspiriral bolj tako, ta film Breakdance, no. Ko sem gledal Breakdance, črnce, ko se zvijajo, kakače, zvijače, klopotače, sem pol hotel biti tudi jaz črnc, no. Tako da nekako iz tega mi je pol ven nekako prišlo to, da sem pač probal pisati, ker na začetku sem mislil, da to pač mora biti samo v angleščini, ne, nisem vedel, ja, malo se lahko pišeš v svojem jeziku, ne, tako da sem kasneje pol začel slovensk pisati pač in videl, da se tudi to da, ne, ker je slovenščina zelo lep jezik, bom rekel. Bendi, ki si jih poslušal v osnovni šoli? Ja, na začetku sem poslušal bolj Public Enemy, pa Run DMC, zdaj bil je še Bismarcky, pa ne vem, kasneje sem pa pol prišel nekako do Ghetto Boysov, ki so mi pa nekako najbolj tako v srce sedli, bom rekel. Bendi, ki si jih poslušala v osnovni šoli? Jaz, joj. Linkin Park sem poslušala nekaj časa. Dosti veliko, drugače pa se mi zdi prva stvar, ki se je spomnila, da sem poslušala, je pa nek meditativni CD od mojega očeta, ki so neki indijanci na piščali igrali in to. No. Drugače od bendov pa spomnim se zdaj Linkin Park, ampak več pa ne vem. Mislim, da sem že Eminema takrat malo poslušala. Tako, take stvari, no. Kaj pa ti misliš o Eminemu? On ni črn? Ja, ne, on je bil črnc, bom rekel. Se mi zdi, da je kar dober naredil, no. V bistvu tisti, jaz bom rekel, bolj poznam te, so mi bolj všeč njegove bolj prve plošče, no. Zdaj te na koncu, kaj pa izvem, niti ne sledim več toliko, no. Pa tudi danes rap mi ni več čist koliko bi mogel biti, no. Mislim, delajo še zmer ta prav rap, ampak ta trap, to mi pa ni toliko všeč, no, moram reči, no, meni osebno. Autotuna nisi uporabljal nikoli? Kako? Autotune. Ziher sem kdaj, ja. Ziher sem, mislim, sem autotune uporabil bolj, mislim, v bistvu je tako, jaz, ko sem delal, rečemo, plato, sem hotel, da so vse te moji, mislim, glasovi, rečemo, ko je, ne vem, ko sem menika pel, da je počkal rečemo, kot en duh od ozadij, da je isto to moj glas, ne, tako je znal tako dobro naštimati vse, da je dal take glasove, da je pa res gleda, da sem jaz ta duh. Tvoja zadnja plošča 2015, se motim? Ja, ne, 2015, ja. Zakaj čakamo že toliko časa? Ja, ne vem, jaz sem zmeraj rap delal, tako bom rekel, nisem hotel nekako kar nekaj izdajati, no. Tako da sem zmer pač bil prepuščen temu, ko se mi je napisal doma, pač komad, da je to, no.
tako, sem bolj tako, ne, da bi zdaj nekaj sam pisal, sam zato, da je, no. Ti si pa bila, tvoj enih večjih koncertov bil v Križankah 2022, ne? In vem, da ti si bila. Si bila? Sem bila, ja. Kako je bilo? Fajn, zabavno, veliko se je dogajalo, veliko je bilo ljudi vključenih, tako da je bil zanimiv koncert, no. Tvoja zadnja slika? Moja zadnja slika. Ja, sej pravim, tele karte so bile, mislim, zdaj le delam glih eno, ki je več plasti, tako da se ne ve točno. Kako ti? Več kart. Kaj zdaj? kaj Ja, je? tako nekako, ja, pa tudi, da je se ista karta tako nekako ponavlja na isti sliki, da se v bistvu malo meša med sabo, da so. In tebi kako pade navdih? Joj, se mi zdi, da je to ena stvar, kad ko pride pa gre, a ne, in da ko pride je treba iti s tem, da se čim več izkoristi pa naredi takrat v tistem trenutku. No. Koliko časa si bila največ brez navdiha? 1-2 leti. Ja, grozen. Ne, res, to je bilo zdaj kakšno leto nazaj in je kar nekaj časa trajalo. Se mi zdi, da sem padla v nek tak krč, iz katerega se nisem znala čisto dobro rešiti, pol pa, ko sem se malo sprostila, je pa šlo stran, pa je spet prišlo. No. Kar nisem mogla nekaj časa nič narediti pametnega. No. Sej sem delala, ampak nič, kar bi rekla, da je to sem pa jaz, ne. Ali pa to mi je všeč. Koliko časa si bil pa ti brez navdiha ali ga imaš vedno? Ne bom rekel, da je vedno. Najbrž navdih si v bistvu ti že sam, ne? Tako da najbrž, kakor se počutiš, tako pol navdihneš pač samega sebe ali pa tudi druge. Ali pa, ampak ne vem, se mi zdi, da imaš tudi čas, ko se tudi malo tako, ko je ona rekla, ja, zablokiraš, ne vem, pa si pač v enem krče takem, mogoče to dostikrat povezan se mi zdi s tem, ko hočeš ugajati drugim, ne, namesto da bi v bistvu ugajal pač sebe, v bistvu, ne, da bi tebe to prihajalo tako, kar je pristalo. Ja, zmeri izhajam večinoma iz sebe, ne. Včasih je pa to tudi moja, ne vem, bom rekel, domišljija, tako da mi je všeč, se mi zdi, da smo kar malo pozabili na to domišljijo. V bistvu tako me zanima, zakaj so nam v osnovni šoli dali, ne vem, da tega razreda domišljijski spis pa ne več, ne. Pa se mi zdi, da v domišljiji se skrivajo te naše skrivnosti, pa ne vem, kakšni izumi, pa kaj tazga novega, ne. In da bi bilo treba to kar več spodbujati, no, tako se mi zdi. Veš, kaj se mi zdi moje osebno mnenje? Glede na to, da si zadnjo ploščo izdal 2015, si še vedno zelo prisoten na slovenski glasbeni sceni. Zakaj misliš, da je tako? Ne vem, mogoče nekako skupek komadov, ko so v bistvu spet trajali toliko cajta, da so nastali tako, da so bili v različnem obdobju, ampak ne bo glavna ljubezen, pa rečemo, da zaradi ljubezni. Pa ti misliš, zakaj je on prisoten ves ta čas? Ljudi že toliko nagovarja, da se pač posluša. Vse se mi zdi, da so to neke plate, ki so bile zelo prisotne, a ne, pa so nekako neki doprinesle. A ne. Kar sem jaz videla, so njegove pesmi take, da povejo nekaj. Niso turiri, turira, ti pa sem, jaz pa tja, ne? Ampak imajo neko zgodbo. Vsaka tvoja pesem ima neko zgodbo. A ima vsaka tvoja slika tudi neko zgodbo? Ja, sigurno, ampak verjetno na nek drugačen način. V vsakem primeru pač probaš dati verjetno sebe noter, a ne, ali pa se na nek način izraziti. A ne. Tako da bi rekla, da ja. Če bi ti lahko njega karkoli vprašala danes, kaj bi ga vprašala? Mislim, da si morala pripraviti vprašanje, prosim. 2 vprašanje imam, se mi zdi. Prvo je, v enem podcastu si razlagal, da bo nekaj v pesniški zbirki, a potem bo kaj iz tega ali ne? Ja, res je, da sem v bistvu vmes začel kar malo pisati, tudi malo bolj tako kot poezijo ali pa bolj take, ne vem, sicer bolj kratke, no. In nekaj sicer imam napisan, sva z eno prijateljico nekaj to pisala, pa to, ampak ne vem zdaj, bo to izdan. Želel bi si mogoče, no, tudi s tem, da bi mogoče lahko podaljšal status ali kakorkoli, pa ne vem, se mi to kar zanimive, ne, tako rečemo, eno tako hitro, pač bom, za upom je zaup. Se pravi, se mi zdi, da upanje, da to niti ni to, da to ni to. Da kar je treba zaupati pa že, če že ne. Zaupaj v to in se prepusti, ne.
Drugo? Aha, drugo vprašanje. Pol pa, glede na to, da v eni svoji pesmi omenjaš vedeževalko, pa to, me zanima, kaj si misliš o napovedovanju prihodnosti? Tako, no, nisem neki, ne vem, ko za to se mi zdi, pač, da je bolj ta trenutno življenje in tisto, kar res živimo, je samo ta tukaj in zdaj, ne. Da v bistvu, ne vem, za naprej in tret, karkoli, ne vem, če greš pol, mogoče že avtomatično pol ti energijo v to pač nekako daš in se pol nekako kao res tako zgodi, ne. Tako da jaz mislim, da je bolj pač živeti tukaj in zdaj, kar je pa danes tudi težko, ne. V bistvu skozi večinoma, ne vem, ali si naprej z mislimi ali nazaj, nisi sploh v tem trenutku, se prav ne živiš dobesedno, ne živimo tega življenja zdaj. Ne? Pravga, kar naj bi bil res življenje. Pa ti, glede tega vedeževanja, že ko si postala to vprašanje, ne? Ne, meni je bilo tako sam zanimiv, ker mi je sicer zanimivo vedeževanje, pa tudi to je naslov ene moje razstave, ki jo imam zdaj v pizzeriji Pikola v Ljubljani, je pa naslov napovedi za leto 2024, ampak bolj iz tega, ker so se pač začele neke igralne karte pojavljati pri meni in je pač asociacija mi bila neka navedeževanja, ne. Ampak si pa isto mislim, da včasih, kad ti nekdo kar nekaj napove, da si hiter pol tudi sam to ustvariš v svojem življenju, da te nekako lahko obremeni in ne živiš pol po toku dogodkov, ki bi jih res mogel živeti tam. Vem, pa ti imaš neki, ko se reče temu, 6., 7., 7. vedeževalški čut? To ne bi rekla. Ne vem, sicer smo si s kolegicami včasih si tako pogledamo, kaj v karti pa to, ampak je to bolj za našo zabavo, kakor tako da bi res rekla jaz. Pa bi res, ali vidiš kaj zdaj, kar mi dva ne vidiva? Mislim, da ne vidim nobenih duhov, pa tako da, ja. Ena karta v 1000 oblikah, ne, tako, kot se reče, da imaš razstavo ali da delaš. Zdaj nov opus, tako super. Napovedi za leto 2024. Ja, tako. Aha. Ampak tvoje slike povejo, kakšne so napovedi za leto 2024 ali ne? Ali moramo iti prav pogledati? Morate iti prav pogledati. Vsak si najbrž pa lahko po svoje. Ja. Zdaj, ko gasnemo kamero, boš povedala? Ja. Gasi!